Dobrodošli na Bob leta 2016. Na oder prihaja vaš nocojšnji voditelj. Spoštovano občinstvo, čas se vrti zmeraj hitreje in leto je minilo, kot bi mignil. Predlagam, da začnemo tam, kjer smo lani končali. Če se spomnite, to je bila želja po lepih besedah. Zatorej lep, dober večer. Prisrčno pozdravljeni. Dragi gledalci, v veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor, dobrodošli, lepo vas je spet videti in pozdraviti. Lepo je ponovno videti vaše prijazne obraze ter se nadejati urici lepega druženja z vami. Vem, mislim vam, spoštovani gledalci doma pred televizijskimi sprejemniki, prav tako želim tehnično kvalitetno sliko ter odličen sprejem današnjega direktnega prenosa prireditve Bob leta. Spet bomo malo gledali izjave, popolnoma neobvezno pokramljali, na toplem smo, povezujemo se, vedno je vredi, tako da predlagam, da gremo lepo še sedmič pred televizijskimi sprejemniki enkrat skozi. Torej, če se bomo imeli dobro, bom vesel. Če se pa slučajno kdo ne bi imel dobro, bom tudi to razumel. Torej, dobrodošli v najbolj množičnem druženju v Mariboru, veseli smo, da ste pri nas, Slovenija. Maribor je posebno mesto, veste, mesto za prave korenjake, saj veste, Maribor je mesto brez anestezije. Čuj, ker veš, kak je to v Mariboru, ne, ko priješ v bolnico in rečeš, kaj bi mi lahko žolčne kamne vun vrezali? Te pa on reče, čuj, tehnično ti jih lahko vun poberemo, nože še imamo, vrste imamo, znanje imamo, samo anestezije nimamo. Tako da, dečki, v Mariboru po novem bomo hodili v bolnico samo še skupinsko, ne, recimo 3 prijatelji se bomo najprej dobili z litrom šnopsa, te bomo vse spili, te ko bomo pa vsi anestezirani, pa bomo rekli, zdaj pa operiraj, vsakemu vzemi vse, vun, reži, spihaj, nekaj naredi, ker mi smo prišli anestezirani, ne bomo čakali na jutri. Pa zopet si bomo tudi lahko sami pipali v Mariboru, še malo, pa bo to šlo. Tako da evo, gledaj, situacija je pač taka, ko je abstinentom nebolečega posega v Mariboru ta trenutek v slovenskem jeziku žal ne moremo zagotoviti. Kljub veliki finančni krizi v našem zdravstvu, ne, pa vam lahko v Mariboru zagotovimo najmočnejši preventivni program v boju proti raku v Sloveniji. Obsevamo vas že zdrave. In smejimo se brez plina. Najnovejša informacija iz mariborskega UKC-ja, kjer je na sporedu serija, ki bi se ustrašil celo Dr. House, ne, ker to v Mariboru niso nanizanke. To so nadaljevanke Bolnišnica na koncu mesta in Berg doktor v enem. Der Spital an der Mariborer Drau. Au, au. Čuj, das Mariborer UKC Land Spital doktor. Torej, najnovejša novica, ne, za tiste, ki še ne veste, je, da so iz UKC-ja odšli 4 od 5 urologov. Veš, kaj to pomeni? Ne? To pomeni, spoštovano občinstvo, da si bomo od zdaj naprej prostate tipali sami, prosim, to ni opolska tema, to je zelo medicinska, preventivna tema, prosim, razumite me. Se greš k zdravniku, pa rečeš, potipajte mi prostato, samo kaj pa, če doktora ni, ti pa ne veš, kaj bo s prostato, moraš sam potipati, moraš jo najti, ki to sploh je. Tako da, če pa je sam neš našel, pa se bomo nastavili en drugemu, če kaj mi lahko prostato, malo samo pogledaš. Ker meni se zdi, da nekaj ne štima, glej, ker zdravniki bojo pa doma sedeli v takih pogojih, ne moramo delati, stari, mi pa vsi rjave prste, čuj. Veš kaj? Kaj ti delaš? Nič, prostato si pipam, čuj, rad bi živel, meni se zdi, da je dobra, tota še bo dobra nekaj časa, tako da, po mojem se bo zdaj začele odpirati firme, veš, ki se jim bo reklo roza diagnoza. Drugi teden, gospa, pridite še enkrat pogledati. Kaj, jaz imam tudi prostato, gospod? Ja, gospa, vi jo imate, samo pridite še enkrat pogledati. Maribor, kjer se ne iščejo pokemoni, ampak želva.
Vinko, se spomnite želvo, smo iskali, kaj je že našel kdo toto želvo, ker zdaj ne more pobegniti, zdaj je malo trda, zdaj je stari tam, ki je, tam je. Ne? Tako da zdaj bi se jo najlažje dalo najti, ker naj mogo reči, včeraj sem tam pogledal, zdaj ki si enkrat pogledal, ona se nav nikam premaknila, glej, ne, veš, če pa ti je želva prehitra, pa v Mariboru lahko loviš bika, ne, na ulici, vsake toliko na partizanski, ne, tek z bikom, stari, veš, ko bik gleda, kaj te ovim, ja, stari, bik, skratka, Maribor zelo zanimivo, ne, mesto kakorkoli pogledaš, tu se dogaja, kljub temu, da se nič ne zgodi, ne, tako da k temu dodajamo še športno, turistično vabilo, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ter vas vabimo k čudoviti smuki na mariborskem Pohorju, kjer smo za teren za slovo Tine Maze učvrstili tako dobro, da bo držal do poletnih počitnic, razumeš? Tako da, ker to ne, to da v Mariboru tekme ne bi bilo, tega ni bilo, ne, tega ni bilo nikoli, niti govora ni bilo, da ne bi bilo, ker sneg imamo, ne, to je pa glavno za smučanje. Pa Ilka tudi pride, Ilka, navdiha tvorilka. Naša bilka Ilka je nasmejana kratkokrilka, zmag in hitrih spustov vršilka, belih strmin krotilka, sveže sreče budilka, vesela vrtilka, športnega duha zdravilka, Ilka svetilka. Lahko pa tudi vpeljemo nov turistični slogan, ne potuj v Dubaj, smučaj v Mariboru zdaj. Če pa se, recimo, bi se slučajno zgodilo, da Vlečence crknejo ali pa kaj takega, ne, pa imamo tu našega Brkota, pohorsko šunko, Filipa Flisarja, on ročno vleče gor vsakega, če bo treba. Tako da enega po enega, koliko vas je, toliko vas je, na koncu boste vsi gori, nihče ne bo dolje ostal, everybody will she fire in Maribor, okej? Nič. Toliko za začetek. Naj dodam, da gre na TV Sloveniji nocojšnja prireditev, na TV Maribor nocojšnja prireditev, se opravičujem, v živo sočasno s tolmačico za znakovni jezik. Zato dovolite, ja, lahko. Začutil sem, da bi mogoče nekaj lahko bilo. In občutek me ni varal, zato dovolite, da vam preden začnemo predstavim še gospo Marijo Koser. Gospa Marija, sedmič se druživa tukaj, jaz vas že 6 let gledam z odra in se čudim, kako je možno, da nekdo tako hitro, ko jaz migam z jezikom, opleta z rokami. In v 7. sem zbral pogum in vam prinesel en šopek. Hvala vam za vse, lepo vas je gledati z odra, lepo je sodelovati z vami, še posebej zato, ker je prenos tega oziroma prevod tega, kar jaz govorim, če govorim malo hitreje, kaj lahko spremljate tako rejo Formula 1, kar sta hitro govorim, lahko se pa tudi upočasnim. Tako da hvala vam, hvala. Zdaj pa še v znakovnem jeziku in v vseh jezikih stvar, ki je zmeraj enaka, to je objem. Torej, nič, pa začnimo zares. Evo ga, akcijo Bob leta najbrž vsi dobro poznate. To je akcija časnika Večer, v katerem je vsak dan objavljen Bob dneva in na koncu leta vi, spoštovane bralke, cenjeni bralci, z glasovanjem odločite, katera izjava vas je v letu najbolj prepričala oziroma kdo od tukaj prisotnih finalistov, ki jih mimogrede lepo pozdravljam, dober večer in dobrodošli, je po vašem mnenju s svojimi besedami najbolje zadev žebljico na glavico. Preden se bomo sprehodili skozi 10 izjav, ki so se uvrstile v finale akcije Bob leta, si za predjed privoščimo lanski Bob. Ivo Boscarol, pipistrel. Slovenci lažje oproščamo lopovščino kot pa uspeh. Morda tudi zaradi tega, ker imamo nekaj tihotapskega v genih od Martina Krpana naprej. Dejstvo pa je, da Slovenci oprostijo vse, le uspeha ne. Na slovenskem internetu se preteklo leto po hashtag štetju, tudi tako štetje imamo, imenuje od prevcanja do borutinga.
Od tega, kako smo se delali, da letimo visoko in daleč, do tega, da smo na koncu leta res vsi viseli z nekih gelendrov, stopnic. Se veste, kaj mislim? Spomladi smo gledali, kako bi se postavili, da bi bili čim bolj po strani, pa da bi izgledalo, kot da res letimo, pa to jeseni pa smo že gledali, ki bi se lahko prek vlegli in zrli zaljubljeno v daljavo. Skratka, se veste, kaj mislim. Nič, pojdemo od mojih besed k vašim, spoštovani finalisti. Režija, prosim za prvo izjavo, ostane jih še 9. Anica Mikuš-Kos, predsednica Slovenske filantropije. O tem, kar je v človeškem tkivu, o tistem dobrem v številnih ljudeh, silno malo govorimo. A tako kot zla ne moremo spraviti iz človeka, hvala Bogu, tudi dobrega ne moremo. V lanskem letu smo videli, da je tudi Slovenija raj pod soncem, kjer je mogoče vse, kar se ti zahoče. Kjer je volja, tam je pot. Zgodilo se je namreč nekaj tako lepega, da smo Slovenci končno spet dobili dokaz za to, v kar praktično že počasi ne verjamemo več. To je to, da naš rojak oziroma rojakinja lahko doseže popolnoma vse na svetu, kar si je zadala. Tako je dekle iz majhnega slovenskega kraja daleč stran, na drugi strani velike luže odraslo v ženo, mamo in čez 4 dni tudi v predsednico Amerike. Ker moža brez žene ni, to vemo vsi. In če za tabo stoji klena Slovenka, imaš lahko tudi tako frizuro kot Donald Trump, na veter neodporno, če češ, pa vseeno lahko postaneš predsednik Amerike. Glej, vse ti bo uspelo, Slovenko, vse. Eni postanejo predsedniki Amerike, drugi pa se pač doma skozi okno vržejo. V vsakem primeru je zadaj žena. Če dovolite, da sem malo hudomušen, ne? Tako da Melanija je torej šla na potovanje daleč stran s kolesom, vlakom, letalom, kamelo in se podala na negotovo pot doseganja zvezd. Mala Melanija si ni mislila, da jo bo pot popeljala mimo Trump Towerja in njeno mladost in rdečico in sramežljive slovenske prijaznosti je zapazil tudi sam veliki gospod, bodoči predsednik. Kakšna lepa zgodba, iskrene čestitke, ampak veš, kak je to v Sloveniji, ko nekomu rečeš iskrene čestitke. Komaj takrat podvomi, da je res. Režija, prosim za drugo izjavo finala, ostane jih še 8. Boris A. Novak, pesnik in profesor. Jezik je kategorija, ki nima cene. In prav zato ga imajo nekateri v našem prostoru za nekaj, kar je popolnoma zastonj. Če bi jaz bil predsednik, mislim, ne da bi jaz bil predsednik, ampak da bi jaz bil predsednik, če bi jaz bil predsednik Pahor, če bi jaz bil predsednik Republike Slovenije, se popolnoma strinjam z gospodom Borisom A. Novakom, ter delam na tem, da zagotavljam, da bodo vsi državljani Republike Slovenije brezplačno prejeli na dom slovar slovenskega knjižnega jezika z mojo fotografijo in videom Trebušnjaki z Borutom. In veš, ker knjiga ni samo za branje, težke knjige so dobre tudi za vaje in se veš, da je naš predsednik delal en video za neko aerobiko, pa je to nekaj časa bilo sporno, pol pa tega naenkrat več ni bilo. Vidiš, tako ene stvari so in potem jih naenkrat več ni, ampak s knjigo v roki boste čili vsi, vaš predsednik. In ko smo že pri slovarjih, lani je izšel, se dolgo več ne bi zdržal. Lani je izšel težko pričakovani sinonimni slovar slovenskega jezika in tudi tega bi državljanke in državljani dobili brezplačno, če bi bil jaz predsednik, gratis. Ko obljubljamo, glejte, obljubljamo največ in to vsem. V vseh knjigah o volitvah piše promise everything to everybody. Torej, sinonimni slovar slovenskega jezika. Spoštovane, spoštovani, slovenski jezik ponuja izjemno veliko možnosti za to, da lahko za isto stvar uporabiš več različnih besed, ne samo ko Amerikanci eno besedo. In tako pridemo
Naprimer, do besede z največ istimi pomeni v Sloveniji oziroma z največ sopomenkami. Mimo grede, ali veste, katera beseda ima v Sloveniji največ sinonimov oziroma sopomenk oziroma se da povedati na nič manj kot 99 načinov? Kaj mislite? Kaj misliš, Janezek? No, premisli, kar optimistično. Začne se na N, konča se na Ž, izgovori pa Š. Katera beseda je to? Razmisli. Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Trrrrt. Ne veš? Ne umneš. Začne se na N, konča se na Ž, izgovori se Š. Neumnež, spoštovano občinstvo, je beseda v slovenskem jeziku, ki ima največ sopomenk. Zelo zanimivo, to je tisti, veste, ki ne ravna v skladu z razumom oziroma s pametjo. Zato imamo mi največ sopomenk, za ljudi, ki ne ravnajo v skladu z razumom. Naprimer, temu neumnežu se ne da nič dopovedati. Abotnež, abotnik, beba, bebec, butec, neumnik, noroglavec, prismuknjenec, slaboumnež, tepec, zmešanec, junec, debil, cepec, butelj, bik, idiot, trap. To jih je bilo zdaj 18. Ostane jih še 19 minus 18 je 81 sopomenk za besedo neumnež še ostane. Zanimivo je pa tudi to, da za besedo neumnica, se pravi neumnež ona, to je pač ženska, ki ne ravna v skladu z razumom in pametjo, naprimer, neumnica je verjela vsem njegovim lažem. To je neumnica. Za besedo neumnica pa imamo samo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 23 sopomenk. 23 samo. Za isto stvar pri ženski. Se pravi, iz tega lahko logično sklepamo, da ko govorimo o neumnosti v Sloveniji, je le ta procentualno v veliko večji meri na moški kot na ženski strani. Spoštovane dame, vsaj kar se jezika tiče. Ženske bi morali res absolutno več poslušati, kot sem rekel prej, Trump, ja. Človek se vpraša, ali gre za naključja, ali so neke stvari res vnaprej določene. Režija, prosim za tretjo izjavo finala, ostane jih še 8. Branko Cestnik, duhovnik. Vsaka ljubezen je sveta. Najlepši teden lanskega leta je bil teden v Planici, kjer smo bili vsi prisotni, kljub temu, da nismo mogli biti vsi tam, kjer nas nizke temperature niso ovirale, niti pri tem, da bi skakali od veselja, kjerkoli smo že pač bili, in naš narod, naša družinica mala, naša ekipa, in kjer smo vsi zrli v Planici, spoštovano občinstvo, v isto smer. Ni bilo nasprotnika. Navija se za vse, samo našemu želiš pač malo več sreče, kot onemu drugemu. Okej, super si bil Norjaki Kasaj, samo ne nam bodi prvi. Vredi? Vredi. Vredi. Nismo bili obrnjeni en proti drugemu, ampak smo en teden vsi gledali v isto smer, pa še to ne celi teden. Četrtek ja, petek ja, sobota ja, v nedeljo popoldne, ko se je bilo pa treba nazaj pelati, pa prerivati na cesti, pa že več ne. Se pravi, gledali smo v isto smer. Metaforično bi lahko rekli, da je bila takrat domovina večja od države, ker domovina in država namreč ni eno in isto. Domovina smo mi vsi, država pa so samo nekateri. Domovina daje, država pa jemlje. Domovina je živa, država pa je neživa. Domovina je enostavna, država je zapletena. Domovina je srce, država je razum. Domovina je pisana, država je siva. Domovina je pesem, država je himna. In v Planici smo bili vsi, bilo je enostavno, bilo je lepo, bilo je živo, bilo je srce, bila je pesem, bilo je vse, spoštovani. Krasen občutek, vzdušje optimizma, veselja, sreče, zadovoljstva, prijateljstva, vere v to, da zmoremo, da smo, in ne samo to, ampak da tudi bomo. In hvala slovenskim orlom, da ste nam dali najlepši teden v 25-letni zgodovini Republike Slovenije in da smo imeli en teden priložnost ljubiti domovino, ker je bil najlepši teden. In še ena stvar, lani smo proslavljali 25. obletnico države, saj se spomnite verjetno, 2 proslavi sta bili pa to. No, takrat postanejo
pomembne zastave, ne? In zastava mi je pri nas, pri državnih praznikih, vedno križ in zadrega. Naprimer, v Planici, recimo, so bile zastave, kjer je bila domovina dosti večje kot tam, kjer je bila država, se pravi na državni proslavi. In v Planico so si ljudje zastave prinesli sami, na državni proslavi pa ti dajo zastavico pri vratih, pa mahaj čim bolj malo, da se bo videlo, kdo vse je prišel na proslavo. Se pravi, da se na televiziji vidi med prenosom, vi že Planica, pa ves dan morje zastav. Kdaj so komentirali državno proslavo, da bi rekli, vidi se morje zastav? Nikoli prej v Sloveniji, v Planici pa ja, niti. In dobro, glej, skratka, vseh skupaj nas je bilo dosti in veliko in prekrasno je bilo in od vzhičenja mi kar besede odidejo nekam drugam. Zraven tega pa je tudi zdravljica v Planici zvenela malo drugače, kakor sicer. Polno, veselo, živo, česar nekako nismo vajeni v Sloveniji. Saj veš, v Sloveniji živi naj vsi narodi, moramo zdaj vsi mirno stati in kdaj bo konec, koliko še, toliko ploskat se ne sme, samo sedi se v Planici, pa nihče ni vprašal, koliko traja, ja, lahko ploskam, ne morem ploskat, kdaj se bom sedel, ker se itak ni imel kam sest, pa zeblo več. Skratka, spoštovana država sprejema zakon o tujcih. Ja, seveda, ne. Kako pa že naših zakonov ne vemo, zdaj bomo pa za tujce še nekako posebej rešili. V redu, naša država tudi za tujce lahko poskrbi. Tujci, prišli ste, tudi za vas imamo zakon, dobrodošli, zakon je tu, po zakonu, prosim, hvala lepa. Režija, prosim za 4. izjavo finala, ostane jih še 6, hvala. David Vračko, šef. Ne poznam besede tujec. Vsi smo ljudje. Drugačno imamo samo državljanstvo, barvo na pasošu. Ampak misli naj bodo iskrene. Kot zanimivost, velika moda v lanskem letu in največji hit po številu lajkov, cross-tagov, shareov, underlinov, overboardov, retweetov, forwardov in nova tržna niša interneta je bilo kaj? To so bile celebrity osmrtnice. Sicer se je veliko pogovorov že itak pred internetom začenjalo s stavkom čuj, si čul, kdo je vmr? Tako da so bile osmrtnice zmeraj zelo komunikacijsko naravnane proti hitu. To ljudi druži že odvedno, veš, kdo je vmr. Internet je pa lani to najbolj zaznal in v tem odkril vznemirljivo poslovno tržno nišo in začel služiti na račun večne teme. Čuj, si čul, kdo je vmr? In pač, bolj ko si znan, več klikov je, ko vmreš. Leto 2016 je bilo res nekam prelomno, ne? Če ne celo rekordno, v tem, kako velika količina umetnikov se je odločila za pot v astral. Ki so rekli, glej, dosti imam, grem. Prince, Leonard Cohen, David Bowie, se vem, ne reče se Bowie, ampak ravno zato rečem David Bowie, George Michael, če naštejem le najbolj znane, torej tiste z največjim ričem na Facebooku, ker danes samo to šteje. Last Christmas je res postal zadnji za mnoge. Sistem je tak, da si znan človek, umreš, v banji, naprimer, v postelji, mirno, v spanju, nenadoma in potem se to tvitne in potem to celi svet v 2 urah retvita 800 milijard krat, pa noben ga ne zanima, ampak vsi retvitajo, pa eni zaslužijo, potem imajo internetni članki 7 milijonov klikov in potem je to 2 dni super dela, potem se po 4 mesecih počasi, 4 dneh počasi začne ohlajati, padati in potem že počasi malo še potisnemo, promoviramo z neko objavo z veliko sliko, potem pa že počasi rabiš novega mrtvega znanega človeka in se išče nov mrtvi zvezdnik in videli ste, ko je krenilo, da so lepo čez celo leto so padali, ker smo se mi navadili na to, čuj, da vsak mesec en se stegne, stari, gleda, to ti mesec ni noben vmr, ali kaj, in zdaj, ne, tako pač to gre. In v letošnjem letu smo na tem, ne, da se na internetu kujejo milijardni dobički s smrtjo znanih ljudi. In ker domišljija, spoštovano občinstvo, pohlepa po kliku, nima meja, to bi veljalo tudi za slovenske razmere, ne, stavnice že sprejemajo stave v igri Who's Next. Največja kvota je trenutno razpisana za točen datum, kraj, uro in način smrti Chucka Norrisa. Ja, vem, mislim, grozno je pogovarjati se, da se nekje treba staviti, čuj, kdaj ti misliš, da bo ovi vmr? Ker če boš zadev, ne, je pač pretresljiva je realnost tega, da smo prišli tako daleč, da se o tem stavi, ampak če zadeneš pravilno uro, kraj, čas in način smrti Chucka Norrisa, lahko zaslužiš 16 milijonov.
In kljub temu, da se nam zdi grozna taka igra, ne? Pa 16 milijonov je pa vseeno 16 milijonov, ne? Mislim, se človek bo enkrat vmr, mislim, se bo vmr, mislim, kaj zdaj? Sej, jaz bom samo probal zadeti, kdaj bo vmr, se jaz nem rekel, ne vmre, ne? Ampak jaz bom probal zadeti, ne, potem pa rečeš potihem, čuj, koliko stane srečka? Pa ženi, rečeš, da idi ti kupiti. Pa ti napiši neki datum notri, ne, te pa napiši, kaj te jaz vem, 21.1.2020, temu pa videli, kaj je, ne. Tako da, spoštovane gospe, cenjeni gospodje, ni Boba brez glasbe, na odru za vas že čaka Nina Pušlar. Zjutraj čez okno sonce me pogreje, sanjala sem svet brez mej, spomin na tebe me nasmeje. Čutim utripe srca, ljubezen je morje, jaz hočem do dna. Hvaležna in srečna, vsakič, ko vam zapojem, spoznam z enim pogledom. Nova ljubezen lahko se rodi, z enim nasmehom. Nekomu lahko se dan spremeni, vsak ima moč vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj. Ujemi svoje sanje, deli svoje znanje, najdi svojo pot in z njo svet je tvoj. Svet je tvoj. Bodi sam svoj, spoštuj ljudi, če drugi so umazani, ne rabiš biti še ti. Naperi dobra dela, pridem bod kot čebela, vidim, kaj se dela, to ne vrže me iz tira. To je ratel mnogim, izgovorov je tisoč, zato vsaj probi pozitivno misliti. Enkrat moraš kiksati, ni narobe, če padeš, treba se je dvigati. Nova ljubezen lahko se rodi z enim nasmehom, nekomu lahko se dan spremeni, vsak ima moč vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj. Ujemi svoje sanje, deli svoje znanje, najdi svojo pot, ker ti znaš vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj. Ujemi svoje sanje, deli svoje znanje, najdi svojo pot in z njo svet je tvoj. Svet je tvoj. Ker svet je tvoj. Svet je tvoj. Z enim pogledom nova ljubezen lahko se rodi, z enim nasmehom nekomu lahko se dan spremeni, vsak ima moč vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj. Ujemi svoje sanje, deli svoje znanje, najdi svojo pot in z njo svet je tvoj. Svet je tvoj. Ker svet je tvoj. Svet je tvoj. Ti to zmoreš, ti to znaš. Ne prezaj se. Ceni to, kar imaš. Ker svet je tvoj. Ti to zmoreš, ti to znaš. Ker svet je tvoj.
Pardon, se opravičujem. Evo nas. Kako se je lepo vsest tak. Vsake toliko malo glih, toliko če ima človek priložnost. Spoštovane, opravičujem se, da v lanskem letu nisem tako podrobno sledil medijem, ampak tako se neke zgodbice so se pa čule, ne, to do ljudi pride, kaj se dogaja. Ljudje se pogovarjajo, vem na primer, da je bilo lansko leto polno interpelacij. To je bilo interpelacija, pa tu interpelacija, pa tam, pa interpelacija zdaj, pa interpelacija spet, pa interpelacija o nam in nikak konca, pač interpelacija na interpelacijo. Tak je, na primer, zunanji minister, to je bilo tudi zanimivo, to sem čisto tako med vrsticami enkrat slišal, pa sem si celo leto zapomnil, potem veš, kakve brezvezne stvari si lahko človek zapomni, če jih v pravem trenutku sliši, ne? Ko je zunanji minister ponudil svoj odstop, če se spomnite, on je ponudil svoj odstop premijeju poleti, zaradi pač problemov v arbitražnem postopku, ko je nekdo čul, česa naj bi čul, ker sta se dva nekaj menila, pa to, te pa on rekel, dobro, te pa bom jaz pač odgovoren, evo, če nimam nič s tem, pa to, pa bom jaz tebi zdaj ponudil odstop, mi pa vsi slučajno glih na morju. In Karl Erjavec 3. junija, ne, 30. junija, preden gre na dopust zaradi zapletov pri arbitraži, pošle message Miru Cerarju, ponujam ti odstop. On pa ve, Miro Cerar, da brez Erjavca itak ne more nič, razumeš? Misli, v čem je fora? In reče, Erjavec, čuj, jaz lahko odstopim, če češ, ne, glej, lahko, ne, lahko. Tako da razmisli, ne. In premijer je kljub razrahljanim in razmajenim temeljem koalicije ni sprejel ponujenega odstopa, si vi mislite to? Če pa je na morju, kako bo te sprejel odstop? Čakaj, zdaj se pa jaz sprašujem, kaj je to igra ali je to res? Mislim, oni to res mislijo, kaj govorijo? Ali samo mi mislimo, da je to res, oni si pa med sabo samo nekaj govorijo, zato da bi mi imeli program? Ali je to res? Ker če je to res, potem Ker če pa ni res, potem pa še bolj Tako da v vsakem primeru imamo situacijo A ja, pa vodo smo dali v ustavo lani, Tu je sicer nekaj neverjetno sumljivo, ne, zato ker je to šlo prehitro, čuj. To je prehitro je prišla voda v ustavo. Nobena stvar v ustavo ne prije tako hitro, ko je prišla voda, no, res ne. Mislim, čestitam vsem državljanke in državljane, tudi doma, pa tudi v dvorani, pa vse posod, pa izven meja naše krasne dežele. Čestitam vsem, da imamo pravico do vode. Res, imamo. Samo kupiti jo pa moramo vseeno. Mi imamo pravico kupiti si. Zato je šlo tako hitro. Svojo vodo si moramo kupiti. Od nekoga drugega. Imaš pravico. Cene vode na trgu sicer zelo variirajo, ne, to ste videli, ne. Za liter ponekod dosegajo tudi ceno 2 evra na liter, ne, oziroma ob posebnih priložnostih, raznih sejmih, kmetijskih in podobno, tudi za 3 evre po pol litra vode. Ampak imaš pravico, lej. Tu je biti žejen, če češ. Ker če bi korporacije, kapitalizem, kapital, oni, ki prodajajo vodo, ne, če bi oni uspeli konsolidirati ceno vode na tržišču, in bi nam uspeli prodati v domačem gospodinstvu isto vodo po isti ceni, ki jo ima v trgovini, bi lahko bil račun za vodo enega povprečnega slovenskega gospodinjstva uporabi povprečni 100 litrov na dan po osebi. Čakaj, koliko nas je? 4 osebe, piši 3 osebe, pes, piši, nimamo pesa, tega samo čuvamo. Dobro, 3 osebe, piši 2 osebi, ki oba otroka itak za enega porabita, pa skup se kopata, pa vedno goreta skup, vredi pa iz enega kozarca pijeta, pa iz enega krožnika jeta, piši, skratka, če so 4, prijavimo 2, ker tak je Slovenija, itak ne toliko pijejo, deca imajo male kozarce, je tak? Torej, 200 litrov na dan familija, skromna, povprečna, krat 7 dni je 1400 litrov na teden, krat 4, da dobiš mesec, to je 5 kubikov pa pol na mesec vode, 5500 litrov. In če bi ta strošek, naprimer, če bi bencinski servisi pridobili koncesijo za prodajo vode doma, po ceni, kot jo imajo za sebe, potem bi spoštovane, ena družina v Sloveniji za mesečno porabo vode 5 kubikov pa pol plačala 6000 evrov. Samo za vodo, stari. Zdaj pa imej ti pune radiatore, stari. Nema ništa. Prazni radiatori. In glej, zdaj pa je treba z vodo začeti šparati, ker bo vedno dražja. Se pravi, na stranišču več ne bomo spuščali vode. Preveč vode spuščamo. 1 deci daš not, pa 4 litre spuštiš, ne splača se. Čuj, pridite, glej, tako smo zmenili. Pridite vsi danes k meni, pa mu samo enkrat vodo potegnili, vredi?
Špara se, taki časi so, družili se bomo pred straniščem. Kaj ste prišli? Strat k Tošu? Ja, evo, prišli smo. Vuni vrsta na koncu, ko bo puno do vrha, bomo pa vodo spustili, pa bomo prišparali. Opravičujem se za mogoče neprimeren izraz, ampak se veste, downloadati svoj sranje, smislo. Skratka, ne, glej, pač, človek se izraža, kaj je danes vulgarno, to se je zmeraj znova treba vprašati. Ker glej, ob 3 popoldne se bojo vlekle slamice, kjer bo šel prvi, ne, ker privilegij ima tisti, ki gre prvi. Tisti, ki gre prvi, pater familias gre prvi. Lej. In zdaj čuj, liter je 2 evra ali pa legalizirajmo štrbunk, mislim, bodimo ekološki in vodovarstveni. Ekokak start-up bi lahko zbirali denar za prenosne suhe štrbunke, glej, pri nas serjamo suho. Evo ti ga na, voda je draga, suhi Dixi, saves you water. Veš, da nič onega modrega, gorne špricne, ko se vsedeš, te pa, kaj je bilo to? Skratka, lej, developed in Slovenija, yeah. Režija, skratka, prosim za 5. izjavo finala in še 5 jih bo. Dr. Aleksander Zadel, klinični psiholog. Kapital ne zmore vsega. Jezni ljudje zmorejo več. Spoštovani, spoštovane, letos nas čakajo volitve. In to tiste največje, predsedniške volitve. To sicer ne bo tako v Ameriki, ne, da se razumemo, ne. Naj pričakovanja gledalcev vendarle ne bodo previsoka, je tak? Ker Združene občine Slovenije ni enako kot Združene države Amerike. Naprimer, naša predsedniška kampanja, naša predsedniška kampanja stane samo 6 milijonov evrov. Cela. Medtem ko v Ameriki zmagovalec na volitvah porabi 6 milijonov evrov samo za frizera. Ker to so bili celo leto, če ste gledali televizijo, vsak dan pri frizerju, po večkrat. To so bile frizure, čuj, preden gre toti kandidat s to frizuro iz hiše, to je 1 ura dela, sigurno. Na gospej pa 2, se pravi 3 ure dela za frizuro, preden stopiš sploh iz hiše. Pri nas je to drugače, veš, pri nas je drugače, pri nas je... Čuj, daj, počeši se, pa gremo tiskovno konferenco, imamo vuni, pa ono majico od včeraj si obleči, ker še nismo prali, vse se ne videlo. Mi smo pač malo bolj praktični, ne. Tako da, pride trenutek, ne, ko človek reče, da v Sloveniji moraš narediti vse sam, ne. Amerikanci so torej volitve imeli, nas pa čaka to letos. Joj, škrip. Videli smo, kako se to dela, ne, kakšne so smernice, kakšni so trendi. Tako da vemo, kaj nas čaka. Trend je ženska kandidatka, definitivno. Ker pri nas je razlika edino to, da mi vemo, kdo bo predsednik. Pa imamo vseeno volitve. In se spet vprašaš, stari, v čem je fora, kaj, oni to zares, ali oni to, da mi mislimo, da ni zares, ne? Veš, ker Amerikanci pred volitvami niso vedeli, še po volitvah niso vedeli, kdo je predsednik. Še zdaj niso prepričani, kdo je predsednik, ne? Ampak mi pa vemo, kdo bo naš bodoči predsednik, ne? Tako da letos torej prihaja na program celoletni resničnostni šov domače produkcije Združene občine Slovenije iščejo predsednika 2017. In glavna nagrada pa je služba predsednika republike. Kljub vnaprej znanemu zmagovalcu je visoka gledanost zagotovljena, ker naš predsednik je že pred Amerikanci uvedel dvojno funkcijo. On ni več samo predsednik, on je tudi predsednik. Namreč naš predsednik ni predsednik, on je 2 predsednika, predsednik in predsednik. 2 sta, razumete, v isti besedi, kakor se sliši, se 2 šteje. Zato bi v duhu 500. obletnice reformacije, naprimer, mogoče bilo smiselno uvesti volilni handicap, kar pomeni, da kandidatu, ki kandidira na volitvah drugič,
od volilnega rezultata odšteješ 30% dobljenih glasov, glede na to, da že ima prednost 4-letne predvolilne kampanje, ko je bil na prvem mandatu kandidat, ki pa pride ven, pa nima 4-letne predvolilne kampanje, ki je plačana s plačo. Razumeš? Tako da, dva predsednik in tisti, ki bo, sploh pa je predsednika, v bistvu našega predsednika s C, zdaj mislim, nemogoče premagati. To je nemogoče. Predsednika ne more premagati nihče. Ker tudi, če bi kandidat za predsednika premagal trenutnega predsednika, še zdaleč ni premagal predsednika, ki predstavlja velik del uspeha našega predsednika. Razumete? Malce zapleteno, ampak je tak, slovensko je. Tako smo mi, na primer, prej primerjali domovino in državo, ne? Obstaja tudi primerjava med predsednikom in predsednikom. Skratka, predsednik. Predsednik je kavica z Erdoganom, kosilo z Benom Johnsonom, romanje Vatikan, čakanje na Putina. Mimogrede, Putin je zamujal, se spomnite? Mi pa smo Slovenijo imeli zaprto že 4 ure prej, ko je on bil še v Moskvi, stari. On si še hlač ni obleko, mi pa že vse ulice zaprte, Rus prije, stari. Nihče, nikam ne meremo, Rusa pa ni bilo. On pa je gledal, kako so ulice že zaprte, pa je rekel, te pa gremo počasi. Ampak mi smo imeli zaprto, ne, ker mogoče se s temi ukrepi res mogoče malo pretirava. Glej, ker jaz sem prepričan, da če bi Vladimir Putin prišel v Maribor, pa bi se sprehodil po Koroški ulici, veš, toti ulici, ki niti sam ne veš, kako bi skozi njo šel, ali je za bicikle, ali je za pešce, ali je za bika prevezati, ali je za avte, ali se gre tja, ali se gre tja, ali se gre gor, ali se gre dol, ali kam se gre, skratka, če bi Vladimir, oh yeah, brothers and sisters, English. Če bi Vladimir Putin prišel v Maribor, jaz ti garantiram, da mu nihče ne bi naredil nič. Niti dotaknil se ga ne bi, nihče. Mi bi šli mimo, pa bi rekli, čuj, kaj si vi ovega? Ko Putin je bil? Nima veze, daj spiše tu enega, ker imamo anestezijo, čez 1 uro imaš operacijo. Putin pa je mogoče prišel na pregled prostate, stari, saj ne veš, ker mogoče se... Pardon, vem, ne bi smel tega reči, ne bi smel, če vem, da ne bi smel tega reči, ne bi smel. Daj, ko greste ven, rečete, da ste me prisilili, res, prosim, edino tako lahko preživim, ker ne bi smel, ker to vsi gledajo, veš, ker ko vsi gledajo, moraš res paziti, kaj govoriš. Tako da 4 ure imeti Slovenijo zaprto, pol pa sprejeti njegovega dvojnika, to ni glih racionalno, ne. Ker Putin sigurno ni pravi Putin prišel, kaj bi te Putin delal, ne. Se veš, da je bil 3 ure sam v kapelci, se spomnite? Ne, 3 minute. Je šel sam v kapelco. Kaj je delal not? Zakaj bi te šel sam v kapelco? Mogel si je frizuro popraviti, ker se mu je odleplo na vročini, veš? Te pa so šli dalje. Pretiravam. Saj ja, ne bi smel, ne. Kaj je še naš predsednik? Naš predsednik je kralj ljudskih src, res. On je človek, on teče po stopnicah, gor, dol, predsednik se udeleži maratona, predsednik je vesel, optimističen, on je nasmejan, prijazen, on je vedno pripravljen priskočiti na pomoč, kdo lahko to premaga. Popolnoma osvobojenje tega, kaj si bo kdo o tem, kaj on dela mislil. Veš, kakva svoboda je to? Dej, naredimo enega selfija, ali kaj? Ma ja, seveda, krc, ni problema, glej, nič človeškega mu ni tuje, ne, oseba je on ni funkcija, on je človek. Zaradi tega pa je tako lepo to. Tako da predsednik je človek, predsednik ima pa drugo vlogo. Mora biti človek, ampak ima drugo vlogo. Se pravi, predsednik zna pokarati, zna požugati, zna voziti taksi, zna pograjati, zna z besedo podpore vliti novo upanje vredi. Hkrati pa mu ob sebi ima vedno predsednika, ki je v vsakem trenutku pripravljen na kako potegavščino, ne. Veš, ko so prišli v Egipt, pa so šli po onih stopnicah, pa je predsednik rekel predsedniku, glej, kakaj stopnica ima. Pa je predsednik rekel, you go, just go, we have to discuss something about this picture and we are coming in 30 seconds after you come, okay? Yes. Kaj so šli? Ja. Vem, ne bi smel. Samo sem, kaj zdaj ne naredim, kolesa ča? Ne, nič.
Predsednik je nenapovedano, na primer, nagovoril iranski parlament, se spomnite? Oni sploh niso razumeli, oni so imeli neko sejo v svojem jeziku, te pa je prišel on pa je nekaj dan govoril, oni pa vsi. Nija veze, samo počakaj 3 minute, da bo on lahko rekel, da je imel govor, temu pa imeli govor. Vredi, in smo šli, mi smo rekli, glej, kar improvizirano, id govoriti v iranski parlament, naj dvigni roko, kdo si upa. Ja, ni ga korenjaka, to mora že biti kar, ne? In to v angleškem jeziku, ki ga tam itak nihče ne razume, ne? Tako da, glej, predsednik je pristal na to, da se predsednik roasta v predsednikovem kostumu, se spomnite, ko je imel roast, to veš, kak je predsednik, moraš to biti, da se tam sedaš, pa reči, povej mi, kaj si misliš. Te še pa stavi nekaj povedal, pol nazaj. Tako da predsednik aktivno sodeluje, naš predsednik je pri evropskih procesih in je ustanovitelj skupine za pobudo Evropske ustave, čuj, ker je že skrajni čas, da se Evropska ustava spremeni. Samo jaz pa mislim, da preden spreminjajo Evropsko ustavo, najrajši naredijo do Murske Sobote enako široko avtocesto kot do morja, ali? Naprimer. In ker je letos predsednikovo, ne? Predsednikovo leto si zasluži tudi svoj praznik. Imenuje se predsednikovo. Letos bo uspešno zaključil enega in z elanom začel drug mandat. Tako da srečno predsednikovo, Slovenija. Nič toliko malo na predsednika. Tako da, režija, prosim za 6. izjavo finala, ostanejo še 4. Franjo Husam Nadži, zdravnik. Sposobni ljudje ustvarjajo delovna mesta, nesposobni pa jih uničujejo. Tako da mi bi volitve, ne, če dovolite, da zaključim s to temo, lahko tudi preskočili, glede na to, da vemo, kdo je zmagovalec. Je tako? Lahko bi. Imamo vse demokratične vzvode za to. Zberejo se podpisi, razpiše se referendum, ki stane 12 milijonov in če referendum uspe, lahko predsedniške volitve odpadejo, tako da si ne povzročimo nepotrebnega stroška z volitvami. Je tako? Minus 6 milijonov. Torej, nastane 12, zgine 6, glej, skratka, v resnici referendum itak stane samo 2, ampak na koncu, glej, številke kar nekam grejo. Predsednik se v resnici itak ne more z nikom soočiti, on se bo soočal sam sabo. Predsednik si bo ogledalo poleg prinesel na soočenje, ker on se z nikom drugim ne more soočiti. Ogledalce, v roki povej, kdo najlepši v deželi je tej? Ja, stari, glej, ma kdo, pa ne moreš ti imeti grdega predsednika, no, pa kaj si ti nor, pa ni šanse. Predsednik mora biti lep, da kamorkoli pridejo in reče, kako lep predsednik, odkot pa je tale? Iz Slovenije, dosti boljše kot ameriški. To, ko bo ta dva predsednika se vsela skup, to ti videl. Ko bo naš prišel k Trumpu, pa bo tu prijel gumbek, pa se bo sedel, pa bo rekel, daj, snemajmo, saj zdaj, lej. Kakšne poredne misli grejo človeku po glavi, takrat, ko ne rabi na nič misliti, ne? Veš, kaj drugi dan, skratka, kaj bi rekel, mi bi lahko ameriški šov, resničnostni, Slovenija išče predsednika, nadgradili s tem, da bi spustili noter več kandidatov. Zdaj bom to povedal malo bolj na tiho, da naj vsi čuli, okej? Naprimer, glej, kaj bi lahko naredili demokratično, da bi postalo bolj zanimivo. 2000 kandidatov za predsednika bi morali imeti, oziroma 5000 kandidatov za predsednika. Veš, kako to naredimo? Nas je tu 1000, vsak od nas pozna 2 in vsak od onih 2 pozna enega. To je 5000 ljudi. In mi govorimo o politiki kot o resničnostnem šovu, o tem, kar je na televiziji. Ta šov se pa da spremeniti, zato ker množica, gledalci vedno povejo, kako mora biti. Tako da navodila je tak, za sodelovanje v bitki za predsednika je potrebno pisno soglasje kandidata. Ok, vsak od 5000 kandidatov podpiše en list papirja. Soglašam, da me ekipa predlaga za kandidaturo. Tup. En papir rabiš, na stran daš. Ok, greš na računalnik, sprintaš 5000 izvodov tistega formularja podpore, ki ga je treba overiti na upravni enoti. 5000 pooblastil. Vzameš vseh 5000 papirov, pridemo v Stožice, vsi, ker največ prostora je noter, za 5000 ljudi, se vsede vsak na svoje mesto in vsak glasno pove svoje podatke, kdo je. In vseh ostalih 5000 vpiše podatke od vsakega na en list
in čez en dan ima 5000 ljudi vpisane podatke od 5000 ljudi in zdaj imaš papir tu v roki in greš na upravno enoto in daš na pult, tump, in rečeš, to te bi vse predlagal za predsednika. Prosim lepo. In oni štemplajo, fak, in dobiš 5000 štemplov. Vzameš papirja nazaj, se dobiš spet v stožicah in vsak na en papir odloži, na tam, kjer je ono ime napisano, svoj listek s tistim imenom. In čez en dan je na vsakem sedežu 5000 pooblastil podpisanih in overjenih za kandidaturo, za podporo kandidatu. Tako imamo na vsakem sedežu celi komplet prijave. Vsak vzame svojim imenom svojo mapico in gre demokratično, lepo, svojim paketom v Ljubljano prek ceste in odneseš direktno na vložišče Republiške komisije in odložiš papir in rečeš, evo me, na ta način, spoštovano občinstvo, lahko ima Slovenija v predsedniški bitki leta 2017 5000 kandidatov za predsednika. Veš, kako je to na volitvah, ko ti ne moreš odgrniti, kje je že ovi napisan, kjer imaš številko, to traja, to nihče ne ve, kako bomo to rešili, tu bi vsi radi bili predsedniki. Veš, kako bi to bilo zanimivo za gledati, ker na koncu itak veš, kdo bo, ne? Samo pot bi bila bolj zanimiva. Vem, ja. Vem, se opravičujem se, vem. Ni tako enostavno. In spoštovano občinstvo doma in tu v dvorani, jaz se zavedam tega, da je treba spoštovati instrumente države, državne funkcije in tako naprej. Vsega tega se zavedamo. Samo danes malo manj. Tu uporabljamo malo bolj populistično metodo komuniciranja, veste, ker populizem je metoda komuniciranja z množicami, ki se uporablja na volitvah. Populizem. Potrebno je nastopiti enostavno, ker množica rabi jasne in dobre obljube. Kot recimo, naredili bomo zid in v državi bomo varni. Viš, mešani občutki nas prevevajo. Ne? Ker ko imaš zid, tu i ti prek zida, ne moreš, če bi kaj bilo, naprimer, ne? Na notranji strani. Ker obstaja tudi tako imenovani slovenski pozitivni populizem, da se razumemo, ni samo negativni populizem. Če bi torej, naprimer, če bi jaz bil predsednik, predsednik in predsednik, skratka, ker pač danes moraš biti oboje, ne? Ker predsednik je tisti, ki lahko potegne množice na kup za predsednika. Torej, enostavne obljube, glejte, vam pravim. Če bi jaz bil predsednik, bi trgatev bila državni praznik. Kadarkoli bi človek prišel v službo in rekel, trgatev imamo, bi šef mogel reči, vredi je, fraj imaš. Pa jutri tudi, ko boš imel mačka. Se vidimo drugi teden, drži se, lepo trgajte. Ker trošim preveč časa, spoštovano občinstvo, in ker je na televiziji čas denar pa je v reklamah, dovolite, da za trenutek zaprem svoja ustnica, prekinem svojo misel, mi bomo naredili reklame, pol pa jaz prijem nazaj, vela? Hvala za razumevanje. Torej, zdaj, ko smo rešili vse formalnosti, smo pa spet, evo, mirni do konca. Če bi jaz bil predsednik, nisem pozabil med reklamami, če bi jaz bil predsednik, bi vse blagajne v trgovinah morale biti odprte vedno. Vse blagajne bi morali delati. Če bi jaz bil predsednik, bi vsak državljan moral imeti ustavno pravico, da nakupljeno robo v svojo vrečko zlaga 3 minute. Da ne zabredem pregloboko in da ostanem politično korekten, se raje zaustavimo s temi obljubami predvolilnimi, pred volitvami in si oglejmo 7. izjavo finala, ostanejo še 3. Karel Gržan, pater. Tudi če se bridko smejimo, smejati se je treba. Brez smeha dajemo porazu priložnost. Ok, kje smo ostali?
Ja, mi torej vemo, vsak od nas ima vsaj teoretično možnost, da lahko postane predsednik. Vizualizacija je vse. Torej, če bi jaz bil predsednik, Donald Toš, bi za začetek postal diktator samodržec, dal bi si vsa pooblastila, zavedno poklical bi predsednika vlade in bi rekel, sem poj, prizem ti, tu se vsedi, dobro, kakve čevlje imaš to? Idi se preobut, prije nazaj z drugimi čevlji, bredi, 2 minuti imaš, counting, now, ok, you're fired, feel, drugega, sem, ti boš premijer, vsej se, tu vodi, piši, zdaj pa tak. Najpametnejši v državi sem jaz. Imaš napisano? Dobro. Gledal sem toto kroglo razreza slovenskega proračuna, zdaj pazi. Mi imamo 9 milijard, od tega gre 5 milijard za financiranje finančnih instrumentov, za kredite, za vse, kar so jemali ljudje, ki so bili tu pred mano. To z mano nima nobene veze. Od zdaj naprej ne plačujem več, nič. Idi povedati v Ameriko, samo še tekoče stroške plačujemo. Piši vsem, ne pusti, bom jaz tweetno. Slovenija won't pay any doubt anymore. Send, feel. Če pa če odmar med teh 5 milijard naših, pa naj grejo točno k tistemu, ki se je podpisal na papir, ki je sprejel kredit, ker moji ljudje nimajo nič s tem. Itak tega denarja niso nikoli videli. Ljudje nimajo tablet, nimajo. V Mariboru nimajo anestezije, razumeš? V Mariboru nimajo za knjižnico, knjige nage, vuni ležijo na ulici, nimajo kje biti, na vlažnem so, ljudje si jih morajo sposojati, ker v knjižnici ne morajo biti. Vsakič, ko priješ v knjižnico, moraš vzeti 10 knjig. Zakaj, da knjižnica ne bo tako puna? Ker je premala. V Mariboru ni knjižnice, ker ima Slovenija kredite. V glavnem, ne bomo plačevali tega več. Nihče ne bo plačal nič. Ne plačujte kreditov, nihče, nič, prepovedano. Reši zdravstvo, tu imaš 250 milijonov, evo ti ga na, jutri več od nobenega, nočem čuda, kje kakva vrsta. Rešeno, taki se mora biti predsednik. Gremo dalje. Torej, spreminjam demografsko politiko. Od danes naprej, piši, vsaki materi, vsakega rojenega otroka država izplača enkratni znesek v višini 14 milijonov evrov. In zdaj misliš, čuj, če staviš na Chucka Norrisa, pa če še enega otroka rodiš, je to lahko 30 milijonov, če vtrofiš 2 datuma za nič. Je tak? Glej, plus vse plačane šolnine za vse državljane. Plus zastonj malca za vse deco v šolah. No, bomo več poslušali, da deca v šoli nimajo za jest. Plus plačane počitnice, plus neomejena uporaba interneta za vse državljane, plus tedenska žepnina, plus študent. Evtanazija od danes naprej legalna. Če kdo hoče vmret, pa ima denar, zato od danes naprej lahko vmre, če ima denar. Ljudje brez denara bi radi živeli, tisti, ki ga pa imajo, bi pa radi vmrli. In čuj, če bi rad vmr, pa če ima denar, naj si kupi, v Sloveniji lahko. Svobodni v smrti. The land of the free. Komercialni cenik bo objavljen naknadno. Ker mora biti komercialni, to bi bil hit. Za naše državljane pa dostojen pogreb je neodtuljiva pravica vsakega državljana, stroške prevzame država. Od zdaj naprej. Šolska torba našega malčka ne sme tehtati več kakor 3,5 kg. Poskrbeti je potrebno za distribucijo hrane potrebnim. V Združenih občinah Slovenije ne sme biti niti enega lačnega človeka več. Vsak dan 1 uro telovadbe v šolah, pa v službah, pa doma, tudi. 2. januar se ukine kot praznik. Spet, veš, kaj 2. januar, to bo vedno v Sloveniji, to bo, to bo. 2. januar boste videli, kaj se bo zgodilo, ko se bo. Ukine se kot praznik. Če kdo hoče imeti praznik, naj si vzame dopust ali pa naj reče, da ima trgatev. Legalizira se najstarejša obrt, legalizira se delo na črno, legalizira se siva ekonomija. Politika od zdaj naprej v Sloveniji prepovedana. O vsem odločam samo jaz. Prej smo govorili o vodi, ne? Vodo ponovno nacionalizirati, vse vzeti, voda je od države, od samo prej moja, jaz sem država, jaz razpolagam z vodo za vas, spoštovane državljanke. Ob nedeljah vse trgovine zaprte. Nedelja je od zdaj dan za družino, druženje in počitek. Hočeš, nočeš, moraš.
Lahko žalosten stojiš pred zaprto trgovino, pa gledaš not. Državni aparat se zmanjša na četrtino, legalizira se konoplja, ne le industrijska, navežejo se intenzivni stiki z Indijo. Ukine se DDV, le tega nadomesti dohodek iz Indije. Uvede se enotna davčna stopnja, 10%, prepove se proračunski primanjkljaj. V kraju Sevnica se postavi večji brat dubajskega Burj El Araba, imenovan The Grand Sevnica Hotel. Receptor Ralph Fiennes. Tuje banke lahko poslujejo v Sloveniji samo pod našimi pogoji, kredit za vse državljane po 1% fiksni obrestni meri, Libor od zdaj naprej v Sloveniji prepovedan. Dobro se čuje, ne? Tak, odločno. Sredstva za kulturo, umetnost in izobraževanje podeseterimo. Krasti je od zdaj naprej prepovedano. Globalno razširimo šmarnico kot zdravilo. If you can't smoke it, you can still drink it. Samozadostnost v oskrbi z bananami. Od zdaj naprej mora Slovenija postati samozadostna v oskrbi z bananami in banane morajo biti v vseh trgovinah na vsaki vagi pod isto številko. Da državljani v različnih trgovinah ne bodo zmedeni, pod koliko imajo tu banane. Izstopimo iz EU, izstopimo iz NATO, razen če oni plačajo nam, da smo not. Triglav ne more biti last nikogar drugega, razen države. O tem se ne pogajamo z nikomer. Nasuje se novih 45 centimetrov, glede na to, da je Triglav ob Slovencih za 45 centimetrov glavo spustil. Te veš, kaki narod smo mi, stari. Da je Triglav, veš ti kaj je Triglav, odvedno je on tam, ampak letos je rekel, dosti imam, stari, ne morem več, to ti niso normalni, 45 centimetrov je šel dol, ne več, nasipali ga bomo do 9000 metrov. Naprimer. To je bilo malo, to je malo anarhičnega populizma, oprostite, veš, sobota zvečer je v Mariboru, je v soboto zvečer vedno malo drugače. Tako da, nič, kaj sem hotel povedati? Spoštovano občinstvo, kaj sem prej rekel? Čas je za glasbeni predah pred reklamami. Reklame so že bile, vmes smo naredili to, kar smo mogli, delamo po alternativnem planu. Cenjeni in cenjene, Dande! Mama ne dovoli, da se druži z mano. Nisi pridna v šoli, sonce moje malo. Mislim le na te, na druge obrate, prste na koži, točno tam me poboži. Mama ni zdravila, sem se zaljubila. Ljubezen ti da krila, mislim le na te, na druge obrate, prste na koži, točno tam me poboži, točno tam me poboži, točno tam me poboži. Mama ne dovoli, da se druži z mano. Nisi pridna v šoli, sonce moje malo. Mama ne dovoli, da se druži z mamo. Nisi pridna v šoli, sonce moje malo. Mislim ne na te, na druge obrate, prste na koži, točno tam me poboži, točno tam me poboži, točno tam me poboži.
Welcome in the third of the Bean of the Year awards presented now for these 5 minutes directly to America World Broadcast, not only to hear but also to see us in the White House. So winky winky to White House. Yes, thank you very much. The CIA is questioning our sister. Two greetings to your family, beauty queen, to become president of America wife. Thank you, everybody. Okay. So, everybody understand what I'm talking about? Yes? It's like everybody understand? So, listen to me now. If you have an empty pocket, nothing money in your pocket, no 100, no 50, no 20, no 10, no 5, no paper money, no metal money, no plastic money, nothing money, empty pocket, and everything that is in your pocket is your dick, okay? If you have so empty pocket, you have to speak a very good English, yes? But if you have milliards of dollars somewhere on der Keimakinseln oder auf der Zurich Bank oder auf der Panama Account oder irgendwo, oder milliards of dollars, if you have milliards of dollars, you don't need nothing in your pocket. You can hold your dick. Understand? So, you can hold your dick both, and the question is, ladies and gentlemen, and you don't have to speak a very good English because you have money. Yes, understand? And everybody will speak English like you because you have money. So the question is it about the English or about the money? Yes, thank you very much. Please, for the next bean, please. Lojze Vizer, založnik in publicist. Spodaj proti zgoraj, mesta proti podeželju, bogati proti revnim, odprtost proti zaprtosti, globalnost proti regionalnosti. Krivdo naprtijo prišlekom in tako se svet vrti naprej. Srd in jeza se stopnjujeta. Srd in jeza se stopnjujeta, res je? Vsi to čutimo. Srd, jeza, dodajmo še nemoč, zmeda, strah. Kako se boriti proti vsemu temu in doseči v življenju veselje, smeh, srečo, optimizem, vero in pogum? Ker mi potrebujemo vero in pogum in vero v zmago. Mi potrebujemo vero v zmago. Tu igra ključno vlogo, ne boste verjeli, slovenski nogomet. Morda se na prvi pogled sliši nenavadno, ampak vendar, nogometa je dosti. Nogomet je povsod, o njem se pogovarjamo tudi tisti, ki nas ne zanima tako zelo, in nogomet je vedno tema, tudi če je zima. Ampak zmage pa v to osnovo nogometno nikoli niso vtkane direktno. Slovenski fuzbal, to ni glih preveč vesela stvar, ne, tak če pogledaš. Pri nas gre bolj počasi, je to nekak je bolj, imaš občutek, da bi poleg nekaj brcno, veš, ko gre, da bi daj malo nekaj, ker če pogledamo, koliko svetovnih prvenstvih, na koliko svetovnih prvenstvih je bila Slovenija, spoštovano občinstvo? Na 2. Pa to nihče veselo ne reče. Ste slišali to? Nihče ne reče, na 2! Ampak vsak reče, na 2. Na koliko svetovnih prvenstvih je bila Brazilija? Na vseh, vidiš? 2 in vseh. Zelo podobna beseda, zelo velika razlika. Ker v državi, kjer imajo dober fuzbal, so ljudje malo bolj srečni, kot v državi, kjer fuzbal ni dober. Slovenski fuzbal non-stop nekaj kalkulira z enomestnimi številkami. Brazilec ve, da bo prišel najmanj do polfinala, mi pa gledamo žreb, skupine za kvalifikacije, pa si grizemo nohte. Razumeš, pa gledamo, če bo Angola premagala Italijo 8-2, mi pa če igramo z Angolo 0-0, pa zgubimo od Italije 3-1, pa če Mađari zgubijo 1-0 od Angole, pa mi 1-1 igramo z Mađari, pa v podaljških damo v penalih 4-5, pa da smo imeli, pa da imamo gol razliko, pa če Italijani, pa če Angola odstopi, bomo mi mogoče drugi, pa mogoče gremo naprej. Se pravi, mi v Sloveniji kalkuliramo s tem, kako bi šli naprej, brez da bi zmagali. Ker naša vera v zmago je šibka. Mi ne verjamemo v zmago, mi bolj upamo v zmago. Upanje pa se veste, kak je, bolj prazno, ne? Boljše je verjeti kot upati. Ker upanje plus kalkulacija, to je slovenska kombinacija. Skratka,
Glej, pri nas je zmaga to, da nisi izgubil. Kaj ste izgubili? Ne, bravo! Zato rabimo hitrejši fuzbal, ker veselje je hitrost, okretnost, igrivost, lahkoživost, ustvarjanje, spretnost, užitek, tump in z veseljem lažje prenašaš poraz. Tudi če se kdaj zgodi, ker se pripeti. In če bi mi recimo redno v nogometu lahko premagovali Špance, Brazilce in če bi se nas Argentina bala, ko bi prišla na tekmo, sem v Maribor, pa bi Messi s knedlom v grlu stopil na teren, pa bi rekel, ne vem kak bo, ne vem kak bo, ne vem kak bo. Potem bi Slovenci nekako bili bolj veseli, ste začutili, že samo predstavljali smo si, kak bi bilo, če bi se Messi bavko na našo travo vstopil, pa smo se takoj boljše počutili, pa se sploh zgodilo ni, ampak vemo, kak bi bilo, zdaj si pa predstavljajo, da bi bilo res, ker če, namreč tudi v Sloveniji velja, da je množica dojemljiva za sugestijo, ne? Potem rabi vodjo, da reagira enostavno množica namreč in da pravi dražljaji jo lahko množico obrnejo tudi tja, da reagira pozitivno, ne samo negativno. Ekipa prepričanih in samozavestnih zmagovalcev ni nikoli srdita in jezna. Argentinci nikoli jezni ne pridajo v Maribor na tekmo. Kaj boš te? Če smo tu, lej. Zato, ker vejo, da bojo zmagali. Ni pa nujno, da bi bilo tak, ne? Oni bi se morali bati, da bojo zgubili, ker bi mi morali bolj verjeti, da bomo mi zmagali. Skratka, prepričani smo lahko, da bi s hitrejšim slovenskim fuzbalom in s hitrejšim prenosom žoge ter več zmagami na nogometnem terenu Slovenija izgledala popolnoma drugače. Samo zaradi fuzbala. Nogomet bi lahko v Slovenijo prinesel zelo veliko veselja, optimizma in glede na to, da imamo predsednika FIFA ali UEFA ali to evropske organizacije, to pač mali Čeferin, vse veš, v Švici, on bi nam lahko zdaj malo pomagal. Rekel, si predsednik? Ja, poslušaj, glej, mi imamo plan, glej, mi smo doma kalkulirali, okej? Zdaj pa poslušaj, kaj bi naredili. Evropski fuzbal mora postati počasnejši. Ti sprejmi ukrep, da se mora upočasniti evropski fuzbal, da vse države, razen Slovenije, na tekmo lahko pretečejo samo 500 metrov. In vse države bi se po 2 minutah tekme vstavile, naši pa ležerno, lepo med njimi, ker lahko laufajo, koliko čejo, tako da bi v 6 minuti enkrat lahko mimo brcnili, v 7 pa dali gol, lepo počasi in mi bi zmagali in Čeferin bi nas usrečal v resnici. Čeferin iz Švice in ko bi se Čeferin vrnil po drugem mandatu našega predsednika, bi lahko računali s tem, da če bi Čeferinu uspelo ustaviti evropski nogomet, obstaja velika verjetnost, da bi lahko Čeferin bil naslednji slovenski predsednik. Zdaj ne vem, kaj ta aplavz pomeni, ne? Ampak, recimo, da smo izpeljali eno, bi rekel, out of the box kombinacijo, kak bi nekdo lahko množice dobil na svojo stran. Ok, tak bi šlo z priljubljenostjo in z pač nekimi učinkovitimi rezultati. V Slovenijo se pride, ko prije iz Ciriha nazaj človek, pripelje infrastruktura, organizira se svetovno prvenstvo, veze imamo, štadioni se gradijo, letališča so, vse je narejeno. Evo vidim realne šance za aktivacijo množice, vsak lahko prinese spremembo, ker spremembo prinese množica. Ko v Mariboru, se spomnite? Ko je množica prinesla spremembo? Ne, se jaz nisem nič mislil. Ne, nisem jaz nič mislil. Človek si vsak misli sam. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, že smo tik pred sklepnim dejanjem finala Boba leta. Naše druženje se bliža svojemu koncu. Smo pri 9. izjavi za Bob leta. Sabina Cvilak, operna pevka. Del mojega uspeha je tudi v tem, da sem se nehala truditi biti všečna vsem. Politiki sicer od enega neljubega dogodka pred leti, ko je pač en vidnejših politikov, enemu drugih vidnejših politikov slučajno sta v istem času prišla na zelo podobno misel in sta jo oba rekla, pol so se pa kregali, kdo je bil prej, pa kdo pol, skratka, naj bi se spuščal v podrobnosti. Politiki skratka več ne sodelujejo v izboru za Bob leta.
ne? Ampak dovolite, da vendarle predstavim eno izjavo enega naših malo bolj vidnih politikov, mogoče ga boste prepoznali po stilu, ter jo dodam v kategorijo Bob plus. Jaz nisem sicer neki imitator, prosim za razumevanje, ampak nekako stisnjeno je to zvenelo takole. Če ti iz nekoga pošljejo po noči čez reko, lahko utone, lahko se hudo prehladi, zboli, izgubi po Sloveniji, lahko celo v stiski naredi kakšno nepremišljeno težko dejanje, ogroža varnost naših ljudi in to smo morali preprečiti. V dobro in v humanitarni namen, za njih in za naše ljudi. Vse sem vedel, da nisem dober imitator. Ampak vse veš, kaj mislim. Če se spomnite, smo na tem mestu tudi vedno imeli zmontirane ene take male videoposnetke, kjer so realni ljudje izpadli malo bolj zabavni in smešni zaradi tega, ker so bili pač malo vzeti iz konteksta, ker se jim dogajajo take zanimive stvari v življenjih, ne. In danes tega filmčka žal nimamo, ampak vemo pa, kaki bi moral biti, zato vam jaz lahko povem, kaki bi moral biti, vi si pa film predstavljate, če ste za. Ok, te si pa predstavljamo. V filmčku bi bila ena gospa iz parlamenta, glej, že vejo, ena gospa iz parlamenta, ki prelaga neke papirje in v enem trenutku reče, to bi bilo v filmčku, to bi izgledalo super, to si pač predstavljate, potem bi bilo v filmčku sigurno, ampak res, v filmčku bi bilo, košarkaš bi bil v filmčku, gospod, a mene mislite, kaj je? A ne bi vi morali v zaporu biti? Srce imam bolan. A košarko pa igrate? Ja, saj zato glih. To bi moralo biti, na primer, in poglejmo si 10. zadnjo nominirano izjavo za Bob leta 2016. Uroš Dokl, kustos v Muzeju narodne osvoboditve Maribor. Ko nekoga postavimo na drugo stran ograje, nas bo tudi gledal z druge strani ograje. Tako, to je bilo vseh 10 izjav, nanizanih ena za drugo, s kratkimi vložki, reklamami, glasbo in našim programom in druženjem. Spoštovano občinstvo, preden pa razglasimo zmagovalca, prosim režijo, da nam še enkrat predvaja vseh 10 izjav, da si malo osvežimo spomin in naredimo korak naprej v razglasitev zmagovalca Boba leta 2016. Prosim. Anica Mikuš-Kos, predsednica Slovenske filantropije. O tem, kar je v človeškem tkivu, o tistem dobrem v številnih ljudeh silno malo govorimo. A tako kot zla ne moremo spraviti iz človeka, hvala Bogu, tudi dobrega ne moremo. Boris A. Novak, pesnik in profesor. Jezik je kategorija, ki nima cene. In prav zato ga imajo nekateri v našem prostoru za nekaj, kar je popolnoma zastonj. Branko Cestnik, duhovnik. Vsaka ljubezen je sveta. David Vračko, šef. Ne poznam besede tujec. Vsi smo ljudje. Drugačno imamo samo državljanstvo, barvo na pasošu. Ampak misli naj bodo iskrene. Dr. Aleksander Zadel, klinični psiholog. Kapital ne zmore vsega. Jezni ljudje zmorejo več. Franjo Husam Nadži, zdravnik. Sposobni ljudje ustvarjajo delovna mesta, nesposobni pa jih uničujejo. Karel Gržan, pater.
Tudi če se bridko smejimo, smejati se je treba. Brez smeha dajemo porazu priložnost. Lojze Vizer, založnik in publicist. Spodaj proti zgoraj, mesta proti podeželju, bogati proti revnim, odprtost proti zaprtosti, globalnost proti regionalnosti. Krivdo naprtijo prišlekom in tako se svet vrti naprej. Srd in jeza se stopnjujeta. Sabina Cvilak, operna pevka. Del mojega uspeha je tudi v tem, da sem se nehala truditi biti všečna vsem. Uroš Dokl, kustos v Muzeju narodne osvoboditve Maribor. Ko nekoga postavimo na drugo stran ograje, nas bo tudi gledal z druge strani ograje. A vprašaš se kdaj, kaj je točno nad tabo? A vprašaš se kdaj, kaj je točno tam gor? In če stopiš na prste, a si res bliže? A dotikaš se neba? Me kdaj, kadar gledam v vesolje, se mi zdi, da je bolje visoko tam gor. Ko potapljam si misli v bleščeče to morje, čutim, da sem del vsega. Segam više, kot se da. Trgam želje iz neba in dotaknem se zenita z roko in zapuščam zemljo. Ko iz čudnega prebiram zlato vsako noč za nočjo in nabiram zvezde, da ti jih dam še tople v tlan in name padajo kot sneg iz nebes, nabiralka zvezd. Jaz imam, to priznam, včasih kakšno noč nemirno. Ma zvezde so najsvetlejše v temnih nočih. Gledam jih, ljubim jih in zaupam jim neskončno. Čutim, da sem del vsega. Segam više, kot se da. Trgam želje
Tabu na bobu leta. Tako, zdaj pa prihaja na vrsto trenutek, zaradi katerega smo tudi tukaj, spoštovano občinstvo. Na oder, pred mikrofon, vabim odgovorno urednico večera, Katjo Šeruga, da prevzame vajeti prireditve v svoje roke in razglasi zmagovalca. Gospa, izvolite, dobrodošli na odru, kar naprej. Dober večer, ampak najprej tole. Tadej. To je bil njegov 7. bob leta, odličen, tako kot zmeraj. Tadej Toš, dame in gospodje. Cenjeni nominiranci, dragi gostje v dvorani, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke v neposrednem televizijskem prenosu na televiziji Slovenija, dober večer, torej tudi iz večera. Zavzemanja nocojšnjega zmagovalca ne bi mogla biti bolj dokument časa kot so. Tudi njegova zgodba je profesionalna in osebna. Danes ste lahko v večeru prebrali razkritje dveh naših novinarjev, Jane Juvan in Mitje Sagaja, da so po hudi anesteziološki krizi v UKC Maribor, ki jo je priznani mariborski anesteziolog na njenem vrhuncu v večeru pospremil z besedami, da je tako huda, da je prebivalcem severovzhodne Slovenije kršena celo že ustavna pravica do enake kakovosti zdravstvenega varstva, da so zdaj pred odhodom iz bolnišnice še 4 od skupno 5 dolgoletnih in uveljavljenih urologov specialistov. Protestne odpovedi so urologi že spisali, odpovedni rok jim teče. In kdo od njih je pripravljen oditi tudi na slabše delovno mesto, samo da drugam. Čakalne dobe, lahko pričakujemo, se bodo tudi za urološke bolnike v tem delu države spet in še bolj podaljšale, da se o tem, kakšno zdravstveno varstvo bodo imeli, če se razmere ne uredijo zelo hitro, niti ne vprašamo. Vsi čakamo ministrico za zdravje, da prihodnji teden najprej koaliciji, a vendarle predstavi ključne ukrepe iz paketa zdravstvene reforme, na katero čakamo že vrsto let, pa tudi še zdaj nimamo nobenih zagotovil, da bodo besede res meso postale in predvsem, da bo reforma učinkovito odgovorila na vse ključne izzive sesuvajočega se sistema pri nas, katerega naloga je skrb za ljudi, za njihovo zdravje in za njihova življenja. In nič ne more biti pomembneje od tega. In to ne glede na to, za koga gre. Ko je nocojšnji zmagovalec lani na Večerovih pogledih zapisal: sposobni ljudje ustvarjajo delovna mesta, nesposobni pa jih uničujejo. Ni niti vedel, v kaj vse bo kasneje še trčil zdravstveni sistem. In mimogrede, tega tudi ni zapisal kot zdravnik mlajše generacije, kar on je, čeprav ta njegov bob danes zelo dobro počrta tudi razmere v sistemu, v katerem dela. To je nocojšnji zmagovalec lani zapisal na vrhuncu begunske krize v Sloveniji kot potomec svojega dedka, Palestinca, tedaj mladega policista, ki je kot begunec bežal v Sirijo. V državo, kjer danes zaradi velikih iger velikih ni nič več in odkoder poleg neskončne množice ljudi v stiski in skrbi za svoja življenja tudi prihaja najbolj resna varnostna grožnja sodobnega sveta. Mladi zdravnik je hotel reči: kot potomec begunca povem, da sta strah in negotovost razumljiva, da jo je treba spoštljivo in previdno obravnavati, tudi odpravljati, ni pa sprejemljiva ksenofobija. In povem, da so kot že kdaj v zgodovini človeštva begunci lahko tudi priložnost, zdaj za starajočo se Evropo, ki krvavo potrebuje zagon v obliki mladega delovnega in intelektualnega potencijala. Dame in gospodje, Večerovi bralci so odločili, da bob leta za leto 2016 prejme dr. Franjo Husam Nadži, mladi zdravnik, predstojnik kardiološkega oddelka UKC Maribor. Dr. Nadži, prosim.
Najlepša hvala, to je res presenečenje. Nekaj sem imel pripravljeno, pa mi je toč povsem uprav glavo, tako da vseeno poskušal nekaj spraviti skupaj. Torej, najprej hvala lepa vsem, ki ste glasovali zame, torej hvala družini, hvala sodelavcem, hvala vsem, ki ste danes z menoj tukaj. Brez vas gotovo ne bi stal tu na tem mestu. Ja, res dejansko ta izjava je bila v osnovi nekoliko ožjem kontekstu. Želel sem pač opozoriti na to, da morajo vsi dobiti priložnosti. Vsak begunec je v bistvu potencialno znanje, potencialna priložnost, da vse nas delovna mesta niso tako, kot so bila v socializmu. Če smemo o tem malo modrovati, ker sem z javnega sektorja, ampak vseeno se drznem. Torej niso tako kot v socializmu nekaj nastavljenega strani države, da lahko popoldan potem fušamo, ampak so neko dinamično okolje, v katerega moramo vsi vlagati, torej tako delavci, tudi delodajalci, in če ta okolja rastejo in če so sposobni ljudje zraven, potem bo delovnih mest ne bo manj, ampak jih bo tudi več. Zdaj seveda se je žal to pokazalo tudi v nekoliko širšem kontekstu, da to drži. Jaz upam, da se bo tudi v pozitivnem smislu pokazalo. Da je UKC vroč kostan, ne smem preveč komentirati, dosti je bilo že povedanega, mogoče še kaj več v zaodrju. Tako da še enkrat hvala vsem in lep večer še naprej. Franjo Husam Nadži, zdravnik. Sposobni ljudje ustvarjajo delovna mesta, nesposobni pa jih uničujejo. Spoštovani, iskrene čestitke. Veliko je bilo izrečenega, veliko tudi izpuščenega. Včasih malce grobo, včasih z malo manj občutka, ampak samo zato, da spoznamo tehnike, ki jih lahko kdo uporablja tudi proti nam. Tako da, hvala za vašo pozornost, hvala vsem sodelujočim, hvala tehniki, hvala kamermanom, hvala toncem, hvala reportažnemu avtomobilu, hvala tehničnemu osebju za odrom, hvala RTV centru Maribor, vsem finalistom, hvala publiki, fantastični ste, tako tukaj v veliki dvorani SNG Maribor, kakor vi, spoštovani gledalci doma, ki ste zdržali do konca. Hvala športnikom za lepe dosežke, ki nam dvigujejo duha. Jutri vam želim lep sprehod v nedeljski belini. Kdaj se zgodi, da v petek zvečer pade sneg, da imamo vikend bel, splužen in prost? Spoštovano občinstvo, uživajmo, za nas je nasud, imejte se dobro in srečno Slovenija.